edino predsednica nadzornega odbora, gospa Elena Šarp-Kavčič. Uvodno naj povem, da se neposredno prenaša preko spletne strani občine. Najprej bi dal zapisnik zadnje seje, 30. seje, ki je bila v Poličanki 21. decembra. Najprej na pripombe, potem pa potrditev. Sprašujem, če so glede zapisnika kakšne pripombe. Ugotavljam, da ni pripombe, zato predlagam občinskemu svetu, da potrdi zapisnik zadnje seje. Ena za, dvojka proti. Ugotavljam, da je zapisnik zadnje seje soglasno potrjen. Dajem v potrditev tudi zapisnik 8. podpisne seje, ki je bila sklicana 6. marca. S to pripombo, da je na tretji strani zapisnika in natipkarska napaka 8. podpisna seja se bo bila 14. oktobra, ampak 6. 3. To pripombo smo našli, so še kakšne druge popravki, pripombe. Ugotavljam, da drugi pripomb ni, zato predlagam občinskemu svetu, da tudi zapisnik 8. podpisne seje sprejme, oziroma potrdi. Kdo je za? Kdo je proti poslanje? Še glasujem. 21 za, proti nišče. Smo pri dnevnem redu. Kot vidite na vabilu, ima dnevni red tokrat 14 in plus isto eno dodatno točko, to je 15 točk dnevnega reda. Sprašujem, če ste dobili z vabilom tudi dnevni red, če so glede samega dnevnega reda, kakšne pripombe, potrditve. Gospod Štromajer. Ja, lepo zdrav. Vsem skupaj ugotavljam, da dnevni red kar obsežen, je to, da nismo imeli februarske seje, kar obžalujem, na kar sem tudi javno opozoril. Bi pa v skladu z poslovnikom predlagal sledeče in sicer v skladu z 29. členom poslovnika predlagam, da se z dnevnega reda umakneta dve točki dnevnega reda in sicer predlagam, da se predlagate obe dve točki zvezani z gradnjo farm za Kolšiče, za Piščance, se prečujem, se pravi 13. in 14. točka dnevnega reda. V gradivu za 14. točko dnevnega reda namreč nimamo popolnega gradiva, ki ga je imel na voljo odbor za okolje. Koliko je meni znano, je glede gradnje farme za Piščance v Kniški vasi, to je na Kniški gori, v Lovskem domu, kar nekaj nevolje oziroma nasprotovanja. Koliko sem seznanjen, je to bilo gradivo predloženo tudi odboru za okolje. Tega gradiva tisti člani občinskega sveta, ki nismo člani odbora za okolje, nismo prijeli. Koliko sem seznanjen, gre za problematiko, ki bi lahko bila zelo pereča, saj gre za gradnjo velike farme za Piščance v neposredni okolici naravnega okolja Kniške gori in pa Lovskega doma, ker nimamo popolnega gradiva, ki bi govorilo o tem, da obstajajo določeni veliki pomisleki in nesoglasja lokalnega prebivalstva v zvezi z gradnjo takšnega objekta v neposredni okolici Lovskega doma, pa zraven še zavetja za vodo. Predlagam, da se oba dva predloga sklepa umakneta, ker nobeden od njih nima jasnega razvidnega soglasja okoliškega prebivalstva. Menim, da občinski svetnice in svetniki nikakor ne moremo odgovorno odločati o tako pomembni posegu v naravo in v okolje, brez tega, da vemo, ali so temu naklonjeni ali ne naklonjeni lokalni prebivalci. Za farmo v Kniški vasi zagotovo lahko vemo, da vsaj nekaj ljudi temu ostro nasprotuje, tem smo lahko brali v medijih, nimamo pa ustreznega gradiva, za katerega sicer vemo, da na občini obstaja. Zato prosim, če se oba predloga sklepa v začetku OPN-ja umakneta, dokler se ne zagotovijo mnenja lokalnega prebivalstva in tisti, ki so neposredno vpleteni oziroma sosedov, da bomo potem občinske svetnice in svetniki lahko ustrezno odločili glede na javni interes in ne na interese tistih, ki bi radi zidali to vrste objekte v naši občini.
Hvala lepa. Preden odpiramo širšo razpravo, imam občutek, da je potrebno nekaj stvari pojasniti, pa bo potem mogoče katera razprava prikrajša. Mimo glede gradiva, en zapisnik je bil danes res postavljen na mizo in govorim pa v smeri, da je meni popolnoma vseeno, kako se bo na koncu iztekel ta predlog glede glasovanja. Dolžan sem pa opozoriti eno drugo stvar. Ugotavljam, da ste eni že v fazi postopka, ki je nad tem, oziroma za tem, kar bi danes naj sprejeli. Mi se danes ne pogovarjamo o umestitvi nobenega objekta v prostor, pogovarjamo se o tem, v večini drugih primerov se postopek spremembe podrobnega prostorskega načrta oziroma sprejetja podrobnega prostorskega načrta začne z sklepom župana in se potem v postopku strokovne službe opredelijo, opravi se javna razgrnitev in na javne razgrnitvi imajo vsi zainteresirani možnost podati pripombe, ugotovitve, predloge, karkoli. Mi smo pa danes v fazi, ko pravno formalno te možnosti nima nihče. Niti strokovne službe, niti tisti, ki zagovarjajo podjatvarno, niti investitor, niti tisti, ki nasprotujejo. In vas upozoril na ene stvari, ki niso tako enostavne, kot se na prvi pogled zdi, in bila, da nekaj je pravnikov tukaj, da utekovedni, če sestvo kmetic, bom sam kmečko pamet mogli. Če se spomnite, smo na tem občinskem svetu že celo sprejeli podroben prostorski načrt v enem primeru za hlev, za gradnjo na kmetijskem zemljišču, v drugem primeru točno za enak primer, kot je tukaj, za kurjo farmo. Danes imamo še dve pobudi. In ko govorimo o enakosti pred zakonom, smo po moje logiki dati možnost, da se vsebina obravnava. In to na strokovni ravni in na koncu na tisti ravni, ki jih predvideva sama procedura. Tam ne veste, da postopek traja tako približno 6 mesecev ugotavljanje teh razlogov za, proti, dokazovanje, zbiranje soglasij. In jaz nisem tako prepričan, da lahko tako vehementno rečemo, ne bomo nečesa obravnavali, ker s tem na koncu lahko nekomu rečemo, ne bomo obravnavali tvojega predloga. Sem tega predlagal. Enako jaz nekaj povedal. Nič ne po dnevnem redu. Nič ne po dnevnem redu. Gospodarnik, samo malo prosim, če hočemo priti do konca, se moramo poslušati. In se pa poslušati, kaj govorim. Ne bomo. Če danes odložimo, recimo, pa bo prišel potem tam nekje maj, bomo prišli do tega, da bi pa dovolili postopek. Pa bo potem prišel 5 pa 6-11, takrat bo ravno volitve in občinski svet v novem sestavu se bo sestal tam nekaj januarja, pa se takrat ne bo odločal nič v sredini, ne. Pa bo to februar, marec, pa eno leto zgubljeno. Kaj bo rekel tisti, ki je vložil pobudo, da je nismo želeli obravnavati. Nismo odprli vrata, da bi dokazoval. In kjer ne piše, da ta farma bo ena ali druga. V samem postopku bo pa prišlo, se je izkristaliziralo, ali je primerno, da je tam postavljen ali ne. In danes okrožijo razna pisma, jaz nismo bil po raznih naslovih, samo malo prosim. Okrožijo razna pisma, pes pa taka ali drugačna, točna ali ne točna, bi vas upozorilo na to, da pač moramo malo davne leto upoštevati, da moramo slediti enakosti pred zakonom. Ene smo omogočili, druge nismo. In potem, če nekomu brez utemeljenega razloga podaljšamo čas razumnega odločenja, lahko pride do tega, da na koncu bi še celo prav dal, da je to že tistega, ki bo to ne mogoče. Zdaj pa, če ste pripravljeni prevzeti odgovornost, da bomo škodo nekomu morali povrniti, vprašanje je, če bi jaz bil na mestu investitor, bi rekel, kaj so me zapravo.
šprtani za eno leto, danes so drugi pogoji, če mi kjer več tega in mi to še počnemo. Mi pa s tem, ko še enkrat ponavljam, nič ne govorimo o tem, da kamkoli je farma bo. Samo pobudo smo obravnavali in odprli vrata, da se to začne tehtati na mestih, kjer se mora tehtati. Kje pa piše, da ne vem, koliko soglasje je treba dobiti, da se bo že pri prvem ali pri drugem soglasje zaustavilo in je zadeva pasirala. Tako pa prelagamo odgovornost za odločanje ljudi. Naj stroka pove, naj ljudje povejo, ampak postopek. Zato pa te točke jaz nisem želel umakniti, da so bili razni pritiski, ker stvari pa spet nisem enostavno posebno predstavljal. Gospod Dano in pa potem gospod Nečena. Pa se bomo vzeli čas. Ja, jaz sem zato, da ta dnevni red sprejemo, ne? To nekamor ne gre, da bomo mi odločili o tem, kdo bo imel farma, pa ne tako. Mi smo to sprejeli in to bomo, potem bomo pa na koncu povedali, ne na koncu, ne, kdo je kaj upravičen, pa ne upravičen, pa kak se tega povedali. No, pa mi kaj pravi, ne, to temo sprejemo od tega dnevnega reda reči, pa nam bo nekaj dobil. Ne, bomo mi tam rajši, pa bomo tam na konci rajši, ne. Tam bomo prišli tudi zadeve, ne, kdo bo prav, pa kdo bo narobe. Ne, če je tak prav, ne. Gospod Štomer, replika kratka, prosim. Replika so kratka. Jaz nimam težave s tem, da mi o tem odločamo. Jaz mislim, da o tem mi moramo odločiti in zagotovo moramo o tem glasovati. Vendar zahtevam, da glasujemo na način, da imamo predloženo sogradivo. Jaz namreč vem, da je občina 5.2.2018 dobila strani Okrepčevalnice Lovski dom obvestilo glede pisma o nameri. Tega gradiva ni v občinskem svetu, v spisu nimamo, ni del gradiva za to sejo. In da ne moramo reči, jaz tudi vem, da je bilo občini predložena peticija proti gradnji Kokošje farme v Niški vasi. Vem, da so jo dobili na odboru za okolje. Vem pa tudi, da ni v gradivu za današnjo sejo. In to, da se gradivo, ki je na voljo odborom, skriva pred člani občinskega sveta, je nedopustno. Zato zahtevam, da se ta točka umakne z dnevnega reda, gradivo ustrezno dopolni z vso dokumentacijo, ki je na voljo, in potem, tako kot je župan povedal, o tem odgovorno javno glasujemo in da se ve, kdo je zakaj in kdo ni zakaj. Tako da v to smer gremo, da se umaknejo točke, dokler nimamo ustreznega gradiva. No, čist samo ne želim razpravljati v smeri kontriranja, ampak pojasnila. Jaz dvomim, da so prav v vseh primerih vsi svetniki imeli vso gradivo, ki je na voljo članom posameznih odborov. To običajno ni tako. In še nekaj, ravno na tem smo, ko smo prej ugotavljali pisma, peticije, kako je obravnava, kot obvestilo. Če pa je to v postopku sprejemanja občinskega prostorskega načrta, je pa to tisti, ki vodi postopek, dolžno odgovoriti. Dati dopolnitev, argumentirano potrditi ali pa argumentirano zavrniti. O tem govorim. Vsa ta pisma, ki krožijo okrog, nimajo pravne nobene teže, ker niso v postopku. O čem se zdaj pogovarjamo? Nečeme? Hvala za besedo. Jaz bi najprej govoril na par stvari, ki so že najprej izrečene, tudi strani župana. Prvo, župan je že večkrat sam, kako točno z dnevnega reda, pa je vedno še dani zdaj zaradi tega točka. Da iz tega vidika smatram, da so take neke insinuacije, da bi zaradi tega bil občinski svet, česar koli odgovoren, posebno nepotrebno. Zdaj, kar se pa tiče predloga kolega Štromajerja, jaz tudi podpiram njegov predlog, tudi iz razloga, ker sem tudi član odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, pri katerih smo o predmetnih zadevah tudi debatirali. Jaz se zavedam, da je zadeva delikatna, nikako ne nasprotujem razvoju kmetijstva in seveda tudi turizma po drugi strani, ampak hočem pa eno stvar izpostaviti. Trenutno veljavni zakon o prostorskem načrtovanju jasno pravi, da je treba vse posege v prostor načrtovati in urejati tako, da je omogočena učinkovita raba zemljišč, hkrati pa tudi kakovostne bivalne razmere. S tem hočem povedati to. Mi ne moramo gledati zdaj samo na tistega, ki bo gradil farmo za piščance. Mi moramo gledati tudi na tistega, ki tam živi. In glede na to, da je to na koncu naša odločitev v skladu z sprejetjem novega OPN-ja, zdaj ga prej, ko je bil prejšnji postopek, potekal tega še ni bilo, zdaj je to odgovorna stvar prezeta na nas, moramo mi res vse te vidike oceniti in se od njih odločiti.
In jaz mislim, da v prejšnjih primerih, ki je tudi župan izpostavil, ni bilo dobenih nasprotovanj, ni bilo dobenih pobud občanov. Mi smo tukaj predstavniki občanov. Občani se na nas obračajo in mi smo dolžni, ko pride do časa takega, to tudi povedati na občinskem svetu. In zaradi tega danes mi tudi te stvari predstavljamo oziroma poudarjamo. In jaz isto smatram, da bi pač bilo dejansko treba, kar smo že dejansko tudi na odboru povedali, da bi bilo smiselno najprej vse tiste prizadete, ki imajo na nek način pravni interes, da bi potem v pravnem postopku sodelovali, povprašati glede tega in predstaviti zadevo in dati možnost, da se oni najprej med sabo zjasnijo. Jaz mislim, da tu mi en korak prehitevamo. Dejansko je to predlog, ampak jaz smatram, da v neki občini, ker mi si želimo to, da bo kurja farma na pravem mestu, da ne bo nekih nepotrebnih vplivov. Zdaj, če pa gledamo z druge strani, če pa mi za zadevo potrdimo in bojo dejansko okoljski vplivi, kakšna škoda bo še potem nastala. Vendar iz tega vidika jaz tudi predlagam, da se ti priložno umaknete z dnevnega reda in da damo možnost pobudnikov sprejetja teh OPN-jev, da se dejansko skočijo s tistimi, ki imajo pravni interes, ali vsaj nam izkaže, da so se potrudili v tej smeri in da mi dobimo, kar je tudi na zadnji krajina skupnost Jernej sprejela, da se morajo izkazati z nekim soglasjem. Mi nimamo niti enega papirja zvezi s tem, dobene dokumentacije in jaz tudi smatram, da je preuranjeno, da bi mi sploh pa postopek sprožili. Hvala. Gospod Štromajer, gledam, gospod Nečina, kot izkušnjem pravno. Povejte vi meni, v katerem postopku in na podlagi česa pa bomo tehtali bo na koncu občinski svet tehtov. Danes ne odločamo, okoli farm bo ali ne bo. Mi odpiramo postopek, v katerem se bodo pretehtali razlogi za ali proti. In ko bomo imeli te argumente strokovnih služb, danes občinska uprava nima možnosti voditi postopka spreminjanja podrobnega prostorskega načrta, oziroma sprejema podrobnega prostorskega načrta za ta dva primera, ker ni postopek stekel. V postopku bomo prišli do tega. Veste, kratko. Že na odboru smo mi dobili strani ministrstva za okolje in prostor, da za predmetne piščančje farme ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje. Zdaj, iz tega vidika vam jaz garantiram, da verjetno tega tudi ne bo. In mi se verjetno tem sploh ne bomo na koncu odločali, ampak bo na koncu naša odločitev o tem, ali bomo mi ta OPN potrdili in sprejeli, zaradi tega, ker mislim, okoljevarstvenih vidikov, ki vi razlagate, najverjetno sploh ne bo. Ja, imeli pa bodo, evo, gospod Aziz bo imel možnost v javni razgraditvi dati pripombo, jaz sem pa takle razlog. Mi ga morali upoštevati. To, kar se pa zdaj kroži razna pisma, to pa nismo dolžni upoštevati. To znamo, pač prišlo, kam pa ne zdaj prišlo, dobro, na podlagi česa. Glede, ne bom več, da bomo zgubljali časa, dajem ta predlog, samo to bom videl peš. Hvala lepo, ker kot predsednik odbora je verjetno prav, da tudi jaz dam pred temi dvemi točkami pojasnil. Kot je moj predgovornik govoril pravnik, glede zadeve na odboru, so je tudi delikatno. In jaz dozel vseh mandatih, kjer sem bil, glede smo nekako odbore pripeljali na take točke, da je bilo pač toliko in toliko pozitivno, tu pa nismo prišli skupaj. Zdaj, če sem čisto odkrit, ali mi zameri jedan, ali mi zameri drugi, glede jaz povem iz svojega čistega mišljenja. Jaz sem moram povedati, da ko sem to zadevo gledal, in ko sem gledal, ne vem, podpis, ko so, ne vemo, to pomeni, da so ljudje tudi izven Koliške vasi proti gradni kurih farm in tako naprej. In ko sem gledal to, kar je bilo povedano, tudi to kontekstno pisano in tako naprej, enostavno nisem imel več tiste moči, razumete, da bi lahko bil pripričal moje člane odbora, razumete, da sprejmemo ta sklep kot pozitiven, ker je bilo vse skozi govora, da manjka en kup dokumentacije, oziroma najprej, da bi se naj ti med seboj nekako tudi dogovorili. Ko sem je šel gledati, to tudi naša OPN, in v tem 40. členu OPN-ja imamo to v 7. točki točno napisano. In tu noter je to napisano, kaj se zdaj pogovarjamo. Napisano je, da je to
ob naseljih in tako ne mogoče graditi. Razen v takem postopku, ko je gospod župan predlagal, da se pravi, gre na takšen način. Se pravi, možnost je, ampak samo na takšen način, pa ne. In zdaj, ker je tu toliko nejasnosti, gledajte, mene kličejo vse posod, povem tako, kot je. Tudi z Jerneja so me klicali, da je tisto samo začasno podpisano, da pri notarju sploh ni podpisano in tako naprej. In to te zbega, ne veste več, kje je resnica. In sem jaz sam danes v ovakvi dilemi. In dobijem pa ne more reči, da mi nismo za razvoj gospodarstva, pa za razvoj kmetijstva. Sigurno, da smo. Vendar podatki pa morajo biti verodostojni, da se mi lahko, ker gledajte, če zdaj naredimo uslugo enim, bomo naredili pa napako drugim. Zaradi tega jaz mislim, da je prav, da se pravilno odločimo. Hvala lepa. Hvala, gospod Felen. Vse skupaj lep dober večer, hvala lepa za besedo, zahvalim sem predsednik odbora za podeželje. Smo tehtali to pobudo, še enkrat govorim o pobudi. Morate vedeti, da slovensko podeželje umira, zaradi razpršene gradnje ni možno zgraditi več praktično ničesar. Nobenega hlema, nobene parne ničesar. Mi dokali že vsako pobudo zatrli, ko je še sam 40% preskrba za slovensko hrano. Jaz vedno, smo mi tisti, ki moramo zatreči samo pobudo, če pa še pred nami cel postopek, ali bo se sploh kaj gradilo ali ne. In jaz mislim, da je umikanje takih stvari, mislim, pobud izrazito negativno za ta občinski svet. Hvala, gospod Zalašnik, replika, pa gremo potem gospod Hašek. Ja, mater, pa me je prečo težko tam, da se mora gospod Offentavšek ukvarjati z Jernijem. Kdo je bil tisti, ko je pred njim rekel, da tega nimajo radi, ne? Pri nas smo mi to rešili in so vsi tam podpisali, pa so rekli, da ja. Kdo je bil tisti, če mi ga lahko imenujete? Ali kdo tisti, ko vas odzode nekaj kliče, da bi nekaj odzode nekaj uspešno rešili, on pa je snima, da bi ta videl prernijo. Pri nas prernijo je to rešeno. Mi smo to izglasovali, smo rešili in imamo čiste, jasne poti. In pri nas, ker nikoli ne več usporavajte ali pa primerjate s totimi vrtem komuni. Mi prernimamo tudi zadeve rešene. Gospod Zalašnik, samo malo. Ja. Sem pozorno bil vsem, da smo ne prenosko, to se ne da rezati, to da ne uživati. Mene briga, čisto je skup, kak je. Pri nas prernijo je to rešeno. Ok, gospod Hašek, izvolite. Jaz se prvičujem, ampak gospod Offentavšek me je rekel v težki škripci. Mi, ko smo glasovali, je en član glasoval za, ostali so se držali. In to je v zapisniku. In on se je moral krepko potruditi, da je to zapisano tako. In tako je tudi v zapisniku, če ga imate pred sabo. In to pomeni, da je ta predlog bi moral biti na občinski svet in kot tak biti obravnavan. Naslednji predlog, če berete, pa je, da smo se to vendarle dogovorili, sam tisti, ki je glasoval za, ni glasoval, da vendarle bi občinski svet za 4 glasovali to glasoval še enkrat. Če dobro preverjate, je to tako. Torej, en glas za, ker drugi so se držali, je bil za, da gre na občinski svet. Pravniki so sicer zmajevali, ampak tako je po pravni logiki. Nažalost, če ima kdo kakšno drugo razlago, jaz nisem pravnik, ampak tako je za razumeti. Pa če se potrudite, nažalost je tako. Zdržan glas ni odločitev. Hvala lepa, gospod Lenček. Ja, dobro večer, hvala lepa. Zdaj, če sem prav tole razpravo, razumel predvsem izvajanje gospoda Offentavška, ki predsednika, reč po temu matičnega odbora. Jaz sem izvajanja razumel, da je kar precej vprašanje ostalo odprti, tudi na vašem odboru, ko se pravi, na določene zadeve niste dobili dokumentacije, pojasnil. In zdaj matični odbor je v takej situaciji, rečemo temu, precej preko nepredvidljivi oziroma neizvesti in zdaj pa zadeva gre pa odložene občinskemu svetu. To je precej nenavadna situacija. Gospod Lenček, upomni, ne gre za odločanje,
in sprejete sklepa o pričetku postopka. Nič drugega, nič ne odločamo. Samo Odločamo o začetku postopka, to je pomembno, ali bomo začeli postopek ali ne. Še vedno se pogovarjamo o začetku postopka, gospod Kolar. Ja, hvala za besedo. Jaz bom malo nastopil kot predsednik odbora za gospodarstvo in turizem. Bom poudaril turizem, ki smo ga zadnja 4 leta zelo intenzivno spremljali, smo se zadali neke cilje in smo skozi tiste cilje tudi uresničili program, ki smo rekli strategija turizma na občinski ravni in pa na ravni destinacije do Lahotne. Spomnite se samo, da smo govorili o revnem stanju pred 4 leti in o manj revnem stanju